Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji iz našega studia. Tokrat v našem studiu gostimo gospoda Janka Kodila, predsednika Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki nam bo zaupal nekaj več o festivalu Prekmurske šunke in gibanice, ki se obeta to soboto v Murski Soboti. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, morda za začetek, za kakšen festival pravzaprav gre in od kod sploh ideja za ta festival? Gre za tradicionalen festival, ki se, dogaja v naših krajih več kot, meni se zdi, kot 12. festival je že. Seli se iz prizorišča, bil je že v Moravskih Toplicah, v Murskosoboškem gradu. Lansko leto smo pa prvič gostovali na prizorišču v centru Murske Sobote, v Slovenski ulici. In festival, kot samo naslov pove, se dogaja okrog prekmurske gibanice in prekmurske šunke. To sta dva izdelka iz naše regije, ki imata največji sloves oziroma zaščito kot kulinarična posebnost iz naše regije. In na teh festivalih, se pravi, skrbimo za to, da se ta izdelek promovira. V sklopu festivala pa potekajo tudi ocenjevanja. Ocenjevanje prekmurske gibanice in prekmurske šunke, ki pa so namenjeni v bistvu, da se ta kvaliteta dviguje skozi ocenjevanje. Ne bi rekel, da je to tekmovanje ravno, saj so zlate medalje, srebrne pa bronaste, imajo ta plakete, se delijo, ampak na teh ocenjevanjih seveda strokovna komisija pregleda vsako leto te izdelke in skozi vsa leta ocenjevanja, ki jih imamo, smo pripomogli s tem, da smo tudi poenotili in dvignili kvaliteto teh zaščitenih izdelkov. Kdo pa pravzaprav potem organizira ta festival? Ja, organizacija je, bi rekel, z strani Mestne občine Murska Sobota in pa z Društva za promocijo zaščite prekmurskih dobrot, se pravi, to je skupen produkt, oziroma skupaj smo pristopili k tej organizaciji že pred leti tega dogodka kot kulinarični osrednji dogodek v Murski Soboti, se pravi, kot tudi ne samo v Murski Soboti, ampak v regiji Prekmurja je to. In seveda društvo, ki skrbi za ta kulinarični del, občina je pa partner, ki skrbi za kulturni program pa infrastrukturni program. Kako pa bo torej potekal festival, kakšen je program? Ja, program je zelo pester. V bistvu se začnejo aktivnosti že jutri, ko imamo ocenjevanje. Prvo ocenjevanje je ocenjevanje prekmurske šunke, komisija oceni šunke. V petek sledi ocenjevanje prekmurske gibanice, seveda to je strokovna komisija, ni to javno, ampak je sklop zaprtega anonimnega ocenjevanja. In ta osrednji dogodek je pa potem v soboto, kjer začnemo 9. na Slovenski ulici, kjer damo razstaviti vse te ocenjene izdelke, kjer seveda te gostje se tudi lahko ogledajo in pa tudi kupijo te izdelke. In potem program seveda dopolnjujemo tudi z ostalimi razstavljalci, se pravi, rdeča nit je kulinarika. Imamo tržnično ponudbo, to pomeni prodaja izdelkov za domov, in pa kulinarično, kjer imamo ponudbo gostinsko oziroma gastronomsko, se pravi hrano in pijačo, ki so pač tudi regijsko kulinarično obarvane, se pravi, poleg prekmurske gibanice in prekmurske šunke se ponujajo, bi rekel, jedi, tradicionalne jedi, se pravi, tu govorimo o langoših, o bogračih, o dödelih, o kranjski klobasi, tudi kot zaščitenih izdelkov, ker gostujejo tudi določeni proizvajalci zaščitenih izdelkov iz Slovenije. To bo oziroma GIS Kranjska klobasa se bo predstavilo, Društvo praženega krompirja se bo tukaj imelo svojo ponudbo. Seveda pa tudi britaši in pa druge tradicionalne jedi iz Prekmurja bojo, točno še vseh ne povemo, kar bojo. Seveda k dobri hrani pa sodi tudi dobra pijača, se pravi, zelo bogat nabor vinarjev lokalnega okolja bo sodeloval in pa seveda tudi domači brezalkoholni napitki. In pa, kako bi rekel temu, bomo tudi imeli izdelke, prehrambene izdelke, ki si jih lahko boste kupili za domov. Če vas bo pa volja, boste jih pa tudi lahko na prizorišču probali. Super. Koliko ponudnikov pa se bo predstavilo, kdo bo torej ponujal prekmursko šunko in gibanico?
Ja, zdaj, nekje, meni se zdi, da je okrog 32 za ocenjevanje gibanice prijavljenih. Za prekmursko šunko mislim, da je zelo malo, samo 4 proizvajalci so se prijavili, glede na to, da je zaščiten tudi, v bistvu so samo 3, ki so certificirani proizvajalci, ne, je to omejeno. Drugače pa vse skupaj imamo okrog 32 ponudnikov, stojničarjev in pa gastronomskih ponudnikov, tako da imamo zelo bogato, z leve in desne strani Slovenske ulice bojo stojnice, na katerih boste se lahko sprehodili in se pogovorili z samimi ponudniki, sprobali kaj in seveda se tudi po želji lahko kaj zadovolji z kvalitetno hrano. Na prizorišču samem bojo potem tudi možnost se sesti, mize, kjer boste lahko namesto, da bi doma kuhali, prišli v Mursko Soboto, da boste kaj pojedli. Seveda se pa pričakuje tudi dosti turistov, ker dogodek ima že v širši Sloveniji dober, bi rekel, marketinški odmev od lanskega in pa od minulih let. Da bo vse to skupaj bolj še atraktivnejše, smo pa seveda tudi dodali kulturni program, se pravi kulturni program, ki ima tudi rdečo nit regionalnosti, ne, se pravi, kjer bomo lokalno obali od Marko Bande do Samo Budna za svojo skupino, bo Roman Oglasov, bo potem Domači godci in pa še mislim, kako Dodo bo nastopil za pevko in mislim, da folklora beltinška, tako da bo na odru zelo živahno. Tako da bo program res pester. Ja. Poleg degustacije in programa pa bo na festivalu prikazana tudi priprava prekmurske gibanice, je tako? Ja. To je tisto, kar naše goste, vidimo, fejst zanima, oziroma prekmurska gibanica je mojstrovina, ne, se pravi, tudi mlajša populacija je, bi rekel, željna znanja, kako kvalitetno prekmursko gibanico narediti. Poleg tega pa turisti, ki pridejo, seveda tudi želijo doživeti, ne samo ko jo jejo, ampak tudi videti, da je res to dosti ročnega dela, dosti skrbnega dela, da dobiš tak kvaliteten izdelek in vrhunski izdelek. Mimogrede, gibanica ima 17 plasti, to pomeni, da je treba kar dosti tega, da se naredi. In vse plasti morajo biti kvalitetne, surovinsko in pa kvalitetno narejene. Tako da radi. Poleg tega imamo pa tudi na področju prekmurske gibanice, imamo pa tudi ocenjevanje teže prekmurske šunke, to pomeni tudi za naše goste. Nagrada je, kdo bo ugotovil najboljšo ali najboljši približek ali pa točno težo, je pač tista šunka bo pripadala tistemu gostu, ki bo ugotovil točno težo šunke. Super, tako da bo res zanimivo. Prekmurska gibanica je med drugim nedavno postala tudi del nesnovne kulturne dediščine. Kaj bi rekli, da to pomeni za prekmursko kulinariko? Glejte, že sama beseda prekmurska gibanica poudarja regijo, s katere prihaja, ne. Se pravi, to prekmurska kulinarika, tudi mi, ko hodimo kot turisti ali gostje po svetu, se srečujemo in željo imamo jesti kulinariko, ne. Se pravi, tamkajšnjo domačo. Prekmurska gibanica je ambasador, se pravi, na turizmu in na kulinaričnem področju. To pomeni, ima velik sloves. Je tudi ena izmed najbolj prepoznavnih slovenskih jedi, ne samo prekmurskih. Se pravi, prekmurska gibanica ima že sloves čez mejo, delajo tudi v Zagrebu, v Avstriji, na Dunaju, na Slovaškem imamo že tudi, bi rekel, ponudnike prekmurske gibanice. To, bom rekel, hrana je tudi dober ambasador regije in pa Slovenije in pa potem zaradi kulinarike se ljudje odločajo, da obiščejo katere kraje, ne, in pa tudi vzamejo s sabo, pa ponesejo dobro hrano tudi domov in jo širijo potem v domačem okolju. Tako da ne verjamem, da smo s tem, da smo naredili zaščito prekmurske gibanice, izpostavili regijo, seveda pa tudi Slovenijo. Je pa poleg gibanice zaščitena tudi prekmurska šunka, je tako? Tako, prekmurska šunka je pa izdelek, ki je, bi rekel, bil v začetku malega potenciala, že skoraj pozabljen v regiji, v Sloveniji sploh nepoznan. Vedno je se govorilo o sušeni mesnini kot pršut.
Prekmurci smo pa tudi že skozi tradicijo, skozi zgodovino meso stegna sušili, spada v isto skupino kot je pršut. In z ponovno postavitvijo tega izdelka kot kulinarične posebnosti regijske smo se v širši Sloveniji predstavili s tem vrhunskim izdelkom. Smo pa tudi, moram povedati, v lanskem letu je to edina mesnina sušena, ne nasploh edina mesnina, ki se izvaža tudi na japonski trg. Naprimer, pršuti se do zdaj niso izvažali, tako da smo Prekmurci bili pionirji, oziroma prekmurska šunka je pionirski izdelek iz Slovenije, ki je uspel zahteven prodor na tuje tržišče, kot je Japonska, daljno tržišče, zelo zaprto tržišče, kulinarično, bi rekel, zelo razvito tržišče in sigurno je zatem tudi postala ambasador Slovenije tam, pa tudi ambasador, se pravi, v Sloveniji so prekmursko šunko prepoznali in postaja ena vodilnih sušenih mesnin v slovenskem prostoru. Ker boste na festivalu tudi sami kot ponudnik, torej Šunkarna Kodila, kaj pa za vas pomeni ta festival? Vsa prizadevanja, pa tudi kot jaz kot predsednik, so namenjeni temu, da spodbujamo kulinariko regijsko, ker več ponudnikov, večja bo masa te kritične kvalitetne kulinarike v regiji, večna bo pozornost v regiji, tudi za nas kot podjetje je potem to dobro, če ljudje prihajajo, ker ne bojo prihajali samo zaradi enega, ampak je fajn, ko prihajajo zaradi večjih kulinaričnih izkušenj. Druga zadeva je, sami kot podjetje črpamo iz regije, to pomeni, regija nam daje neko identiteto, surovino in se čutimo dolžnega tudi dati regiji nazaj, se pravi, in pomagati tistim, ki so mogoče ne tako daleč prišli ali pa so na začetku poti z svojimi izkušnjami, tudi s svojo prisotnostjo. Naša blagovna znamka v slovenskem prostoru se je v zadnjem desetletju uveljavila in ljudje vejo, da smo iz Prekmurja in tudi kupci, ki prihajajo k nam, prihajajo v regijo in taki festivali so samo, bi rekel, dopolnitev temu in tudi v bodoče naše podjetje bo skrbelo in poskuša skrbeti, da bo pripomoglo k večji prepoznavnosti regije in pa malih proizvajalcev. Super. Kot ste že sami omenili, bo festival zdaj že 12. zapored. Kakšni pa bi rekli, da so odzivi tako ponudnikov kot tudi obiskovalcev na prejšnje festivale? Glejte, festival se odvija in dela se zato, ker je odziv dober in je tudi želja potem, da se ta festival nadaljuje. Smo tudi dosti časa imeli bi rekel, tudi festival, ki je bil v Ljubljani, smo dolgo leta delali. In zdaj smo se odločili, da se posvetimo Prekmurju, zdaj včasih smo hodili v Prekmurje nagovarjati goste, zdaj so pa gosti že toliko osveščeni in jih vabijo, naj pridejo v Prekmurje in ta osrednji dogodek je v Murski Soboti in s tem dogodkom ne samo, da delamo promocijo, ampak tudi poskrbimo, da določeni gostje prihajajo namensko, se pravi, za ta vikend, ki je izbran kot prva sobota v septembru, v Prekmurje, ne samo, se pravi, ena izmed razlogov glavnih je seveda festival, drugo je pa potem obiščejo tudi drugo kulinarično ponudbo in se zadržijo podaljšane vikende ali pa kak dan več. In to je v bistvu naš namen za bodoče tudi, kot vsaka regija ima neke kulinarične osrednje dogodke in jaz verjamem, da je to en dober, rekel, začetek dolgega, trajnega, promocijskega dogodka v središču Murske Sobote, se pravi v središču Prekmurja. Morda še za konec izkoristimo priložnost in tudi povabimo gledalce, da se udeležijo festivala. Ja, vsekakor mi želimo in se veselimo vseh gostov, predvsem tudi domačih, bodimo ponosni na to, kar imamo, pokažemo zanimanje in tudi povabite sosede oziroma vaše prijatelje izven regije. Festival Prekmurske gibanice in šunke je kulinarični praznik v Murski Soboti in seveda ste dobrodošli. Tudi vreme je bo lepo, prijetno okolje, prijetna glasba. Mislim, da se tu lahko lepo sprostimo v družbi dobrih ljudi, dobre hrane in dobre glasbe. Super. Gospod Janko Kodila, najlepša hvala za vaše odgovore in uspešno izvedbo festivala želim. Hvala lepa. Tudi vam, gledalci in gledalke, najlepša hvala, da ste bili z nami v današnji oddaji iz našega studia.